je način življenja, mi večkrat pove Anže Logar, inženir lesarstva in eden redkih, ki se ukvarja z gradnjo premične lesene kulturne dediščine. Obiskali smo ga tam, kjer preživi večino svojega časa, v delavnici na Mlinem, obdan s svojimi čolni. Rasel sem gor tukaj na Bledu, ob jezeru, s starim očetom, tako da on je delal te barke in potem kasneje, ko sem zaključil srednjo šolo in pa fakulteto, sem videl, da je ena taka, bi rekel, vrzel nastala, ki je veliko pomanjkanje na področju gradnje teh lesenih bark in sem se odločil, da bom ta svoj hobi spremenil v poklicno ustvarjanje. Tako da tukaj tradicija na Bledu je prisotna, gospod Polak dela veliko teh pletnerjev za lastne potrebe in tudi ogromen barke, ki jih je bilo treba vzdrževati, tako da ta odločitev ni bila prav težka. 2 rodova nazaj so bili skrbniki Blejskega otoka in tam so imeli mizarsko delavnico, kjer so delali poleg masivnega pohištva tudi čolne. In to se je potem po vojni preselili na to lokacijo, kjer smo danes in se tukaj skozi ohranja za te potrebe lokalnega turizma. Delavnica je razdeljena v več prostorov, sprehodiva se skozi vsakega izmed njih, Logar pa mi ob tem razlaga o svojem delu. Kmalu mi postane jasno, da ne gre za običajno delavnico in le nekoga, ki pač izdeluje čolne. Gre za človeka z vizijo, za nekoga, ki točno ve, kaj je njegovo poslanstvo. Moj cilj ni samo, da bi stare barke popravljal, ampak te konstrukcije, ki so znane, jih poskušamo toliko spremeniti, da je nam lažje za vzdrževanje naprej in pa potem tudi za stranke, da so ti servisni intervali podaljšani, da ni treba tako pogostokrat priti sem. Se pravi, neki so kvalitetnejši materiali, ki so danes na voljo v primerjavi pred leti nazaj, pa tudi drugačne sorte konstrukcijskih rešitev, ki nam omogočajo boljše konstrukcije. Za vas je zelo pomembno, da to svoje znanje pridobljeno prenašate tudi na mlajše generacije. Ja, seveda, jaz mislim, da je to en velik smisel vsega tega, zaradi tega, ker je dediščina zelo, bi rekel, zapostavljena in je potreba ohraniti. In en izmed načinov je, da potem ne skrivaš tisto malo znanja, ki ga imaš, ampak da ga deliš z drugimi in na ta način se potem tudi učimo naprej. Se pravi, več kot nas je. Smo tukaj zdaj tim 5 lesarjev po profesiji, v glavnem se ukvarjamo z gradnjo bark in tako delamo take zadeve. Se pravi, znanje prenašamo na mlajše, od njih se učimo in tako gre zgodba lepo naprej. Z gradnjo plovil se ukvarja že 18 let. Izobraževal se je tudi na Finskem, po končanem študiju pa se je odločil, da se vrne nazaj domov. Jaz sem imel to srečo, da sem študiral gradnjo lesenih plovil na Finskem in tam po fakulteti sem mislil, zdaj v avto bo ena delavnica, kjer te bodo samo priganjali, kako moraš vse delati pa to in sem bil presenečen, ker sem dobil samo list, kurikulum, kaj moram opraviti, da postanem graditelj lesenih čolnov. In sem v bistvu gotovo, da sem prišel na self-learning kurs in tako poskušam tudi doma delati, ker se je izkazalo za zelo dober. Mi imamo tukaj veliko drugačnih pristopov izobraževanja, kot jih imajo recimo na severu Evrope, ki se učimo polno enih stvari, ki jih v resnici ne potrebujemo. Tam so me pa naučili, kako reševati probleme, kadar do njih pride. In tako tudi probam to implementirati tukaj v svoje delavnice. Se pravi, imajo na voljo vso znanje, tehnično podporo, stroje in ko pride problem, ga skupaj probamo rešiti. Tako da včasih nismo vedno prijazni oziroma pride do konstruktivne debate, kar pa posledično pripelje do dobre rešitve in lepega izdelka na koncu. Moramo biti kritični do sami sebe, če hočemo napredovati. Ne moramo biti vsem takoj zadovoljni. Vajenci, največjih pride z srednje lesarske šole, ne dobijo le potrebnega znanja o gradnji lesenih plovil. Pridobijo vrednote, pomembne za življenje. Jaz mislim, da je največja vrednota poleg seveda izkušenj in poznavanja materijala, da si potrpežljiv in vztrajen. Da včasih, ko ti kakšna stvar ne gre, vztrajaš, poskušaš spremeniti in potem zgradiš in narediš. Če bi takoj obupal, potem bi bil tudi zelo hitro zadovoljen takoj z izdelkom in ne bi prišlo do novih stvari. V podjetju izdelujejo tradicionalna lesena plovila in skrbijo za različne tipe čolnov. Glavna skrb nam je, da revitaliziramo to dediščino in jo poskušamo v največji možni meri ohraniti.
Po drugi strani pa, kadar imamo proste kapacitete, pa delamo tudi lesene barke po naročilu. Se pravi, naredimo razvoj, inženiring in pa gradno, pa tudi skrbimo za vzdrževanje. Vsakdo, ki prvič pride na Bled, se seveda mora peljati z blejsko pletno. Tradicionalni čoln, katerega konstrukcija se je skozi zgodovino le malo spremenila. Logar za kompletno izdelavo blejske pletne potrebuje okoli 600 ur. Noter je vključen tudi delov preko pomočnika, ki so deske dolge 8 metrov, sama konstrukcija je dolga 7 metrov, nekaj čez 7 metrov in jasno je, da to ne moreš sam skupaj držati pa še graditi. Zato je nekje 350 ur potrebnih za samo gradno barke, enih 50 ur pomoči pa 200 ur za površinsko zaščito, ki je pa ključna pri takem izdelku, ker novi izdelki so še surovi in niso bili še nikoli polakirani in je potrebno je globinsko impregnirati, pa potem polakirati, da zaščitimo les in da zagotovimo dolgo življenjsko dobo. Za vse tradicionalne barke velja enako. Vedno moraš najprej narediti osnovno podkonstrukcijo, ki ti nudi tako imenovano stabilno pa ravno podlago, mizo. Nato zlepimo skupaj deske za dno, jih pokrivimo do te oblike, ki vemo, da mora biti zaradi naleganja, ker pletna je barka z ravnim dnom in ima zadaj odzignjeno krmo, zato da lahko pristaja na obalo. In na ta raven dno, tukaj, ki ga skrivimo, potem montiramo 3 kovinska rebra, ki nam nudijo osnovno formo tipa plovila imenovanega pletna. Pri strani pridejo potem 2 stranice macesnove, ki so isto 7 metrov pa še nekaj dolge, skupaj zakovičene in to je že ena taka oblika, ki je že stoletja tukaj prisotna, s tem, da se je skozi potrebe turizma večala. Današnjo obliko so okoli leta 1900 zasnovali domačini. Gre za zaščiteno obliko in blagovno znamko, ki je značilna za Bled in Blejsko jezero. Mi imamo tako in zdaj poskušamo tako, kot je tudi ohraniti in postopke gradnje, kot tudi material in pa namembnost in pa tudi dimenzije, da ni več možnosti, da bi nekdo kar nekaj po svoje naredil še večjo ali pa manjšo. Pletne in vsa ostala lesena plovila prisotna na Bledu in v okolici so zgrajena iz macesnovega lesa. To je naš visokogorski macesen, ki ga imamo veliko, tako da imamo par kmetov, ki imajo svoje gozdove in skrbimo za konstantno dobavo kvalitetnega macesna. Gremo skupaj v gozd, ga posekamo, opravimo primarno konverzijo lesa na žagah, za kar potrebujemo razne elemente od desk do plohov ali pa še tudi kakšnih posebnih dimenzij in dolžin. Tako da pa se pa to suši par let in pa imamo stalno na zalogi nekaj kubikov tega materiala. Ker mi ne potrebujemo veliko, ampak zelo kvalitetne lesne. Le vrhunski materiali in vrhunska izdelava pripeljejo do željenega izdelka in trajnejše konstrukcije. Meni se recimo zdijo vse pletne kar enake na pogled, pa verjetno temu ni tako, obstajajo kakšne razlike med njimi. Ja, res je, imate prav, na pogled so si res, da precej enake, mogoče se razlikujejo samo po barvi, vendar po teh konstrukcijsko so si vse podobne, vendar dimenzijsko pa nakloni so pa različni in ravni v teh detajlah so potem tudi skrivnosti same plovbe, nekdo in pa tudi težane. Vsaka pletna ima tudi ime, na kljunu je to napisano. Vsaka pletna ima poleg imena, kot ste omenila, ki je na premcu barke, poimenovanja so ponovadi po ženskah, zato ker gre največkrat to za žene oziroma hčere lastnikov plovil. Poleg tega so pa tudi označene vsaka svojo unikatno identifikacijsko oznako in pa registrsko oznako, kjer so to plovila za javni prevoz, ki mora biti registrirana in upisana v registr plovil. Kakšen je pa občutek, recimo, ko je neka pletna ladja končana, veste, da ste vložili zelo veliko dela v to, pa potem, ko jo pripeljete na Blejsko jezero, pa ne vem, vi naredite prve zaveslaje ali kako to poteka? Kakšni so občutki takrat, ko vidite vaše delo na jezeru?
Ja, lepo ste to začela. Vsaka splavitev barke je svojevrsten praznik, tako za kraj, kot za lastnika, pa tudi za mene kot izdelovalca. Vendar je vedno nekaj, kar potem ugotavljamo, kaj bi še lahko spremenili, da bi bilo boljše. Želja po popolnosti jih žene naprej. Vedno obstajajo možnosti za izboljšave in nova znanja, dodaja Logar. Vsi, ki tukaj delamo, imamo radi to delo. Ni pa locirano samo na to mojo delavnico, ampak sodelujemo tudi z Alešem Žmitkom v Bohinju. Gospod Polak nas tudi večkrat obišče, on je največja avtoriteta na področju gradnje lesenih plovil tukaj pri nam, ker več kot 60 let že to izdeluje. Tako da so občasna druženja tudi zanimiva, ker so prepletena z zgodovino in pa tudi z novostmi, ki jih tukaj pač danes delamo. In potem se primerja, kako so delali včasih in danes. Tudi obnova pletne danes poteka drugače in predvsem dlje kot pred leti. 25-20 let nazaj je bilo ta posel obnove bark zelo hitro zaključen, ker je bilo treba hitro spraviti barko nazaj v vodo, tudi ni bilo posvečen toliko energije za obnovo. Danes pa za obnovitev celotnih površinskih sistemov, ker ni samo to en lak, ampak so sistemi, podlaga, premazi, potrebujemo od 120 do 140 ur na barko. Se pravi, da jo očistimo, pobrusimo, 5-krat polakiramo in 5-krat pobarvamo. Lakiramo te svetle površine, kjer je vidna struktura lesa, barvamo pa te podvodne dele, ker nam te pigmenti v barvi nudijo še boljšo vodno zaščito, da se les ne zmoči tako hitro. Časovno je pa nekje en mesec traja, da se ena barka obnovi, zaradi tega, ko mi barko dobimo v delavnico, jo moramo očistiti, pa obrusiti, potem nekaj časa mine, da se les presuši, da dobimo dobro suho podlago, da se barva gor prime, pa začnemo lakirati, pač aplicirati te nanose barv in lakov gor. Na koncu se pa sestav, nalep se nazaj ta identifikacijska unikatna številka od posameznega plovila, ki je v bistvu jo izdaja občina Bled kot neka vinjeta, da lahko voziš po Blejskem jezeru. To je tudi tisto ključno pogojeno z odlokom, kjer je omejenih 23 plovil in lepo eno leto brez težav zdržine. Taka barka. Plovila servisirajo in obnavljajo v drugi delavnici v Spodnjih Gorjah. Trudijo se, da vsako pletno vsako leto vzamejo na remont. In ob našem obisku je bila na servisu ravno pletna, ki jo je Logar kot svoje prvo plovilo izdelal pred 14 leti. Vsak čoln je tako kot en svojevrsten otrok izdelovalca in zanimivo to je, da seveda so lepi občutki, ko narediš tak čoln, ampak kot so že prej omenila, je vedno potem analiza, kva bi lahko bilo še boljše. Vsa ta leta je dobro služila njegovemu očetu. Oče je svojo delovno kariero pletnar, tako da, ko bo enkrat zaključil, mogoče bom to tradicijo tudi jaz sam nadaljeval. A vsakdo ne more postati pletnar. Blejski pletnarji veljajo za enega najbolj zaprtih cehov pri nas. Pletne vozijo tisti domačini, ki so klele doma, po tradiciji se to prenaša iz roda v rod. V teoriji vsak lahko si izdela svojo pletno, pa jo da na jezero, vendar število registriranih plovil na upravni enoti ni enako številu plovil, ki jih odlok o plovbi na posameznem akvatoriju, v tem primeru na Bledu, dovoljuje. Tako da zaenkrat je zaradi obremenjenosti Blejskega jezera dovoljeno imeti 23 pleten na jezeru. Pletnarjev je sicer več, ampak 23 plovil je in to je tudi po tej zakonodaji maksimalno število plovil. Vsaka pletna je unikaten izdelek in ni serijsko izdelano plovilo. Recimo, če gledamo skozi zgodovino od 4,5-5 metrov dolžine do današnje 7 metrov in tudi nosilnosti in tudi življenjske dobe. Vsaka pletna, ki je primerno vzdrževana, zlahka doseže 30 let življenjske dobe. Veliko vloženega truda in energije zahteva to delo. Kdor se le malo spozna na plovila, opazi vsakršno malenkost. Te razlike so vplusne, ker če bi bile vse barke popolnoma enake, vsi popolnoma enaki, bi bilo bistveno bolj monotono in je ta, bi rekel, folklora blejska bolj zanimiva. Prav razlike nas delajo posebne. V želji biti vedno boljši, ohranjati tradicijo, predajati znanje in izkušnje ter delo opravljati z ljubeznijo, ima Anže Logar v mislih še veliko idej. Cilj pa je, da se vzpostavi nekje en center, kjer bomo imeli
ustrezne pogoje, da bomo lahko tudi drugim gostom, ki pridejo tukaj na Bled po okolico, pokazali, kako se Grad na Bark dela, ne kot nek konvencionalen muzej, ampak živa stvar, kjer se dogajajo dinamične stvari, se gradne izvajajo, obnavljajo se barke in tako naprej. Taka lepa stvar. Mi upamo, da se cilji uresničijo in da bomo Logarja in njegove mojstre z ekipo naslednjič že obiskali v novi, večji delavnici, kjer nas bodo popeljali skozi muzej lesenih plovil.